točko volitve organe ZDUS. Da je pogoje za predsedniško mesto si dejansko ustvaril sam. Vete, jaz bom tako rekel, mi smo sprejeli pravilnik kot osnutek o volitvah v ZDUS. In je bil en mesec v javni razpravi in je bil v celi Sloveniji razdeljen. Naj pridejo pripombe. Res pa je, da je zakon o društvih prav, da izobrazba ne bi bila eden od pogojev, vendar. Te pa meni povejte, brez izobrazbe peljati ZDUS, tako veliko firmo, po mojem, da je malo težko. In upravni odbor rekel, ja, neko izobrazbo pa ta oseba mora imeti, da nekaj tudi zna, da ima nekaj izkušenj, da lahko vodi. In je ta pripomba bila glede izobrazbe, sam ne s tem, da bi se jaz zdaj izopiral, pa sam sebi napisal pogoje. Vete, meni predsedniške funkcije ni potreba moja. Jaz imam prvično dobro pokojnino, se lahko preživim, vse skozi sem v gospodarstvu delal in na srečo sem tudi nekako upokojen, ki je bilo še razmerje dosti visoko, da se to nekaj sredstvo dobi, gre se dolgo tam malo, pa veste, v katerem razredu sem, približno. Tako da ni osnove, da bi hotel biti predsednik ZDUS-a. Predsednik ZDUS-a mora biti skoraj vsak dan tukaj. Pogosto ima na terenu. Glejte, danes je pisal gospod Sedmak v pismu, da predsednik dobi 700 evrov mesečne plače. Jaz dobim 500 kot predsednik, podpredsednica dobi pa 400, potne stroške v domu imamo pa ponula 16 centov, tako da jaz smo vrko že rešen avto, komaj dobiti za benzin, pa nema to veze. Delamo z veseljem in za trud, da se za pokojninsko strukturo nekaj spremeni, kar se do zdaj tudi ni. Vete, toliko neusklajevanja, ko bo leta 10 do 16, da daj nam moramo to za nazaj pošlihtati, to je samo nevolja vlade, to je nevolja poslancev in tako naprej, tako da je problem samo v tem, nič drugim. Dopolnila bi to, da predsednika pa predlagajo pokrajinske zveze, vse se ne predlaga sam. Tako da ne glede na vse tole kolobocije okrog tega, je res, da pokrajinske zveze predlagajo in potem so volitve. In še to bom povedal, da vse, če je kompromis, da se gospod Marjan Sedmak odlepi od te pokojninske zadeve, se jaz tudi lahko v ZDUS-a čupoj mir. Glejte, jaz lahko jutri dan zapustim to funkcijo, Marjan Sedmak jo tudi, in bojo začeli na novo. Tako da ne bo Sušnik na križ prbit kot glejte, če vam pismo preberem, kaj nekateri pišejo, to ni mogoče. Kje pa je bonton? Kje pa je bonton nas upokojencev, ki bomo biti neka družina povezana med seboj, že tako z nami manipulirajo, pa smo še med seboj skregali. Ne gre to. Mi smo danes in včeraj že razpravljali prejšnji dan, da moramo biti složni, da moramo biti enotni, če hočemo še potegniti sindikat zraven, ker sindikat včasih nekaj po svoje dela, upokojenski sindikat, da je treba še ostale zadeve potegniti skupaj, če hočemo, da bo nekaj dosegli. Samo z mehkim variantam ne gre. Bomo mogli se dejansko navaditi, da tudi upokojnici bomo mogli imeti nekoliko trše prijeme, drugače nas noben ne posluša. Kljub temu, da vsi vejo, zakaj se gre in da se pogovarjamo za politiko, samo politika pravi, ja, to bo pa res dobro, ko bo daš predlog, pa ne gre skozi. Tudi dele za volitve v državni zbor, pa ni danes ta tema. Vete, mi smo dali svoj predlog že pred leti. Če mislijo, da je volitve v državni zbor samo z referenčnim glasom rešili in z zamenjavo okrajev, to ni nič. To ni noben pristop k volitvam v državni zbor. Državni zbor mora tudi civilna družba imeti svojo besedo in zato je naš predlog o kombiniranem sistemu ta prav. Tudi če ga nekaj korigiramo, da rečemo, da imamo vse prav.
Zato pravim, da se upokojenci ne bomo kar tako dali in tudi v primeru, bi rekel, teh volitev v državni, v ZDUS, ko so bile v mesecu junija, se nobenih kandidatov ni. Mestna zveza je pa 3 dni zamudila s prijavo. Poslušajte, potem veste, koliko nas spoštujejo, če nekdo s prijavo zamudi. Ne misli resno. In mestna zveza nas smatra tako resno, ker je bil že spor, ki je bil še gospod Gobec tle, pa potem je bila predsednica Kožuhova, da sem pa še jaz na vrst. Glejte, ne gre. Mi smo miroljubni, dobri ljudje za skrb za upokojence. To je edino sporočilo, ki ga imamo. Edino. In nobena druga ne more biti. Je vse za stol govoriti, kdo je kriv, pa kdo je tak šel, pa kdo je drugačen. Še enkrat bom tukaj ponovil. Res pa, da vodim firmo nekoliko menedžersko, ko smo tudi navajeni, da določene stvari morajo tam stati, ker so. Pa nič drugačni. Nobena anarhija ne doseže nekih rezultatov. Ampak mora biti pripravljen material, razprava na upravnem odboru, razprava na komisijah, vse to pri nas delamo. Pri nas ne gre tako, ker člani dosoli pri meni sploh niso vedeli, kdo je zastopal v zboru ZDUS-a. Teh so danes pri meni zglasupili, pa Ivančni Gorice. Ja, se ne vem, kdo je zastopal. Poslušajte, če predsednik tega območja ne ve, kdo je zastopal njihove interese v ZDUS-u, pa je zadeva končana. To so sam določili, ti boš pa zdravo. To je demokracija po pravniško, ampak pravniško samo z enega nivoja predsednika mestne zveze gospoda Marjana Sedmaka. Zadeva končana. Prosim za vprašanje. Ja, jaz bi glede regresa. Ja, dajte. Ja, mene zanima, teh 5 razredov, za koliko razredov se vi zavzemate in zakaj, pa mogoče kako bi lahko omejili vpliv politike. Dajte, vpliv politike ne moramo mi nič omejiti, koalicija se nekaj dogovori, to morate vedeti, mi smo za 2 razreda. Eventualno smo rekli, če bi prišlo še enkrat do razprav, morda bi bili za 3, da bi bilo bolj pravično razdeljeno. Nikakor pa nismo, strokovni svet je tako rekel, nismo pa za 5, ker je izven sistemnega zakona. Glejte, pa ta prav cajt mora biti splačan, pa do tiste mere, ko je dejansko izračun narejen. Vse so proporcije za izračun letnega dodatka točno določeni, v procentih. Ampak še zmeraj ni denarja. ZUJF-a ni, nam tega ne dopustijo, ravno tako, ko nam ne dodarijo pogrebnin. Pred ZUJF-om so vsi zavarovani člani, ko so potomci imeli stroške za pokojnim svojim, so dobili pogrebnina. Vsi. Danes pa dobijo samo socialni ogroženi, tisti najbolj, pa še posmrtnine nekaj. So nas postavljeni. Ni, gledajte, in zato počas ratamo nervozni in nas te zadeve znotraj MZU dejansko obremenjujejo, ampak nas ne bojo več. Vsi člani srvatnega mnenja, če se ne prilagodijo ZDUS-u, pa našem statutu, potem ne bojo izven sistema. Žal me pa društvo. Društva se pa k nam oglašajo in mi bomo vse naredili, da se bojo oni na novo organizirali v srednjo pokrajinsko zvezo, da se bojo in da se začne tako delati, kot je treba. Upam, da bomo tu na zboru v decembru že to stvar, to tezo tudi na nek način potrdili. Ker društva pa niso nič kriva, veste, za te pripetije. Če nekdo ni hotel po 5 členih statuta popraviti. Ne, društva niso kriva. To je samo trma nekaterih, ki so rekli za nalaž. Ne bom, za nalaž je bilo rečeno. V Izoli, v hotelu. Glejte, veliko stvari je. Jaz mislim, da neko predstavitev ste dobili, da boste vsaj vedeli, da za tem stoji upravni odbor. Da ne sušnik diktator, da ne stoji za tem, ki dirigira tempo, tlele pa ne vem kaj, ko visoko plačamo, pa ne vem kaj se živo. To ne gre. Glejte, in treba tudi pogledati, da smo vsakrat tukaj. Vsakrat tukaj. Tako deluje. Hvala. Hvala vam.